Pisanje prodajne strani ne rabi biti znanstvena fantastika ali odkrivanje tople vode. Če imaš formulo, je približno tako, kot da pečeš piškote in imaš recept, slediš receptu in potem dobiš čudovite piškote in v tem primeru slediš receptu, ga prilagodiš lahko svojemu brendu, svoji ponudbi in potem dobiš zelo dobro, učinkovito spletno stran oziroma prodajno stran, ki dejansko prodaja. V tej epizodi pa ti pokažem, katerih je teh 7 korakov, ki jih je fajn slediti in kakšna je v vsakem koraku potem tudi potrebna vsebina. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. V tej epizodi ti torej pokažem eno preprosto formulo v 7 korakih, kako lahko napišeš svojo stran, kjer prodajaš oziroma predstaviš svojo ponudbo in jo pač seveda tudi prodajaš na popolnoma enostaven način. Ta formula je preverjena, je za enostavno stran, tako da ni veliko kompliciranja, odkrivanja tople vode in tako naprej. Pa najbolje, da pogledamo kar 7 korakov. Še preden pa grem na prvi korak, seveda, to je formula, ki deluje, zato je dobro, da jo v bistvu slediš, ampak seveda ti kot podjetnik, podjetnica najbolje poznaš svoje idealne stranke, najbolje poznaš svoj brand, zato v bistvu lahko seveda posamezne dele tudi nekoliko spremeniš oziroma jih prilagodiš za svoj brand, za svojo ponudbo in tako naprej. Vendar pa pazi, ker to je podobno kot pri peki piškotov, imaš recept, ki ga sicer do neke mere lahko spremeniš, ampak če ga spremeniš, če temu rečemo preveč, potem lahko prideš do tega, da v bistvu ti piškotki potem niso več užitni. In enako je tudi pri tej formuli, lahko jo prilagodiš, ampak če jo prilagajaš preveč, naprimer, da odstraniš klice k akciji, pa stran zagotovo ne bo delovala. Ok, pa dajmo pogledati kar teh 7 korakov in prvi korak je v bistvu vrh strani, to je tisto, kar obiskovalci najprej vidijo na prodajni strani. Gre za naslov oziroma fajn je, da je tam neka drzna obljuba, rezultat, ki ga prinaša ta naša ponudba in si naša idealna stranka ga želi. Tukaj seveda ne gremo na kakšen clickbait, na kakšno manipulacijo ali kaj drugega, ampak gre za nekaj, predstavimo v bistvu rezultat, ki si ga stranka želi. Potem je seveda torej naslov, in pod naslovom je fino, da je tudi klic k akciji. Kaj to pomeni? To pomeni, da dodamo gumbek, kjer lahko nekdo že opravi nakup oziroma naredi naslednji korak. Če ni direktnega nakupa, je mogoče rezerviraj posvet, mogoče je rezerviraj termin, pač karkoli je pri tebi na tej prodajni strani, pač mišljeno za konverzijo. Zakaj gumb dodamo tukaj? Veliko podjetnikov namreč reče, ok, gumb bomo dali čisto spodaj, zato da ljudi prepričamo, prisilimo, da vse preberejo, ampak to je ena izmed največjih napak. Zakaj? Zaradi tega, ker če je tvoj naslov oziroma začetek res dober in nekoga, ki mogoče že malo vsebine o tebi pozna in mu je dovolj samo, da to prebere, je fino, da ga tukaj peljemo že naprej, sploh če gre za kakšne nižje cenovne ponudbe, je to še toliko bolj smiselno. Zato je res pomembno, da imaš tudi jasen klic k akciji, torej gumb, napis, kaj kupi, fajn pa je seveda, da je formuliraš da ni samo kupi tukaj, ali pa kupi zdaj, da je mogoče tudi spodbudeno, kaj bodo potem rezultati. Ok, drugi korak je potem bolečina oziroma da predstaviš stanje pred. Kaj to pomeni? To pomeni, da te bo skozi ta del v bistvu bralec razumel oziroma se čustveno bolj povežeš z bralcem in mu poveš, da razumeš, o čem govoriš. Ti dam mogoče lahko konkreten primer, da bo bolj razumljeno. Recimo, če vzamemo za primer, ki ga jaz velikokrat uporabim, neke fitness trenerke, ki je seveda popolna, ima ful dobro postavo, mišice, vse, in potem pomaga recimo osebam, ki imajo zelo prekomerno težo, da so res zelo, če rečem po domače, debele in želijo izgubiti recimo, ali pa izven svoje forme in želijo izgubiti
težo, biti bolj fit in tako naprej. Če bi ta oseba torej ne bi povedala, recimo, da je njena zgodovina bila takšna, da je v bistvu bila tudi v preteklosti sama v tej situaciji, se potem ta bralec težko v bistvu poveže s to osebo, da ga razume, da ve, o čem govori, in lahko reče, okej, da ta oseba mogoče ali pa ta ponudnik, ta fitness trenerka ni prava za njega ali za njo, zaradi tega, ker ne ve, je v drugi situaciji, če skrajšamo. Skratka, tukaj v bolečini se dotaknemo, kaj je stanje prej, oziroma kakšno je v veliki večini stanje, v katerem je trenutno tvoja idealna stranka. To ne pomeni, da bomo zdaj sol vrgli na rano, ampak da jih samo spomnimo, kaj doživljajo, da se z njimi tudi čustveno povežemo. Naslednji del je potem so prednosti oziroma stanje po, kaj je možno. Okej, zdaj si na tej točki, pokažemo točko B, kaj je v bistvu pa možno, da dosežeš. Pokažeš v bistvu, kakšna transformacija je za tvoje stranke možna. Potem naslednji del, to je torej 4., je zgodba in pa dokaz. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu delimo zgodbo o sebi v stilu, zakaj sem jaz prava izbira. Torej v razdelku bolečina bi lahko govorila, torej, kaj doživljajo, da ne morejo iti na izlete, da se ne morejo družiti z prijatelji, recimo, da se težko najdejo oblačila zase, da raje ne grejo nikamor in so samo doma, zaradi tega, ker se počutijo zelo nelagodno v svojem telesu in tako naprej. Zgodba, dokaz pa bi lahko bilo, da bi recimo, če pogledamo tisti fitness trenerko, da pa deli bolj globoko, da svojo zgodbo, da je tudi ona nekoč ali pa pred leti bila na tem položaju, da je imela toliko pa toliko kilogramov, in da je razvila mogoče, ali pa da je poskusila vse metode, nič ni delovalo, in potem je razvila neko svojo, recimo, pristop, metodo in je zdaj že 5 let na takšni pa takšni teži, in uživa in tako naprej. S tem, torej, ko deliš zgodbo, kako si recimo ti prišel ali pa prišla do te rešitve, lahko v bistvu razložiš, da si v bistvu ti prava izbira in da razumeš, kakšen problem imamo, in da razumeš, da imamo tudi rešitev. Kaj je tukaj potem, torej zraven zgodbe dodamo še dokaz, Dokaz je lahko v pisni obliki ali v besedilo, torej recimo dokaz, če gremo na ta primer, je recimo, da že 5 let brez težav vzdržujem svojo telesno težo, lahko bi kot dokaz recimo priložili tudi sliko prej in pa potem, kako sem izgledala prej, kako potem, zaradi tega, da v bistvu res pokažemo, vem, o čem govoriš, ker sem tudi jaz bila v tvojih, kako bi rekla, v tvojem položaju, na tvojem mestu. Torej, to je 4. del. Se pravi, če samo ponovimo, prvi del je torej hero, kjer imamo drzno obljubo, naslov in pa klic k akciji, druga je bolečina, 3. so prednosti in pa 4. je zgodba z dokazom. Zdaj, če slučajno že spletno stran imaš, pa želiš povečati, torej obiskanost svoje spletne strani, potem ti definitivno lahko pride prav program od nevednosti do močne obiskanosti spletne strani, kjer ti v bistvu pokažem, kako lahko takoj prideš do obiskovalcev, pa kako v bistvu si zgradiš sistem, ki ti bo pomagal, da ti obiskovalce prinaša torej bolj konstantno. Link bom pustila pa spodaj v opisu. Zdaj pa gremo torej na 5. korak. Tukaj je v bistvu rešitev, konkretna rešitev, kaj pa je zdaj rešitev in seveda, da jim razložiš, kaj v tvoji ponudbi tudi dobijo. Tukaj pri rešitvi je fajn, da je najprej razloženo, kaj je rešitev in da v bistvu to rešitev jim potem tudi ti ponujaš in zelo opredeliš tudi, kaj je te znotraj te rešitve. Naprimer, če imaš neki program, kaj vse je sestavljeno iz tega programa. Mogoče, če bi govorili o fitness trenerki, mogoče je vadba, ki jo lahko delaš doma,
potem je mogoče prehranski načrt, kako se prehranjevati, mogoče bomo se dotaknili tudi mindseta, pa imamo še eno srečanje, kjer pogledamo, zakaj prihaja sploh do tega in tako naprej. Se pravi, vsaki košček, ki je del tvoje ponudbe, tukaj torej zelo lepo predstaviš in fino je, da razložiš tudi, zakaj je to pomembno za tvojo idealno stranko oziroma bralca. Naprimer, kaj velikokrat vidim, da mogoče podjetnik pa podjetnica napiše, da dobiš 6 videoposnetkov. To za bralca nima glih neke pretirane vrednosti. Če pa ti napišeš, da dobiš program, kjer jih vodiš od točke 1 do točke 6 in da je to predstavljeno v 6 videih, zato da si oni lahko v miru pogledajo in dobijo in sledijo pač korakom čisto zaporedno, pa je to nekaj čisto drugega. Čeprav mogoče je v tvojih mislih, ker pač veš, kaj je v teh 6 videih čisto logično, obiskovalec tega ne ve. Zato je zelo fajn, da mu tukaj tudi jasno povemo, zakaj je to pomembno za njega. Okay? Da recimo dobi prehranski načrt, zakaj bi to bilo pomembno zate? Zaradi tega, ker ne rabiš iskati, kaj je zdaj prehrana in mogoče raziskovati, kakšna prehrana je sploh primerna zate, ampak dobiš recimo recepte, ki jim samo slediš in imaš rezultate. Naprimer. Gremo na 6. točka, so v bistvu izjave oziroma pričevanja tvojih že obstoječih strank. Se pravi, da v bistvu pokažeš, da so čez to tvojo recimo ponudbo že kupile nekatere stranke in več izjav, kot daš, boljše je. Ampak pozor, vsaka izjava ni dobra izjava oziroma ni učinkovita izjava, bom tako rekla. Najbolj učinkovite izjave so tiste, ki povejo ali raztopijo kakšen ogovor, ki ga imajo tvoje potencialne stranke, ali so to izjave, ki povejo, kakšno je bilo stanje prej in kakšno je stanje po in tako naprej. Kaj s tem mislim? Da velikokrat vidim izjave, ki so v stilu ja, ti si pa super, bilo je čudovito sodelovati in juhuhu, Pač za naš ego je seveda lepo slišati, da je nekdo zadovoljen, ampak za objavo, za prodajno stran, pa te izjave nimajo ravno neke blazne vrednosti. Tako da zdaj bo mogoče pomislil, ampak Maja, saj jaz ne morem vplivati, kaj mi kdo napiše, to mi pač stranke pošljejo. Ja, razumem, ampak mi pa lahko poskrbimo, da mogoče sestavimo vprašalnik, kjer spodbudimo torej naše stranke, kaj nam naj odgovorijo. Torej, da jim ne rečemo samo, daj mi izjavo, ampak da jih vodimo skozi to, da nam potem pripravijo ali pa da mi za njih, da nam dajo podatke in mi za njih pripravimo izjavo in seveda damo, da nam potrdijo, da se strinjajo, da lahko to objavimo. Lahko potem sestavimo veliko bolj učinkovite izjave, ki bodo prišle prav tudi našim obiskovalcem. Ker zakaj obiskovalci ali pa potencialne stranke pogledajo izjavo? Zato, da dobijo potrditev, da to res deluje, da si ti prava izbira, da prideš do rezultatov, da različni ljudje sploh pridajo do rezultatov in mogoče tudi raztopijo kakšen naš ugovor, ki ga mogoče imamo v mislih. In zadnja delček, ki potem ga daš, če želiš res tako enostavno prodajno stran, je seveda vmes dodaš še klice k akciji, ki vodijo torej k istemu nakupu kot čisto na vrhu, ampak na koncu pa je fino, da dodaš še pogosta vprašanja in odgovore. To vidim, da veliko podjetnikov pa podjetnic spregleda ali pa ne izkoristi. Kaj mislim s tem? Ali tega razdelka sploh ni, ali pa je razdelek, kjer so res takšna malo bolj banalna vprašanja, ki mogoče nimajo niti nekega smisla. Kaj je namen, da maksimalno izkoristiš ta razdelek vprašanja in odgovore, je, da greš v čevlje svoje idealne stranke, razmisliš, zakaj bi ta idealna stranka rekla ne tej ponudbi in v bistvu ta vprašanja potem direktno nasloviš. Zakaj je to tako zelo pomembno? Zaradi tega, ker ko bo nekdo bral ta vprašanja oziroma potencialna stranka brala ta vprašanja in bo rekla, wow, pa ti mi skoraj da bereš misli, smo naredili tisto, kar si želimo. Zakaj to? In če zdaj slučajno kdo pomisli, ampak ni to malo zahrbtno? Ni zahrbtno, ker v bistvu jim mi pomagamo, da lahko sprejmejo informirano odločitev o tem, ali je ta ponudba prava za njih in ali ne. Torej, raztopimo vse odgovore, da se potem lažje odloči, ali je to za njih. In seveda na koncu ne pozabiti še en klic k akciji,
kjer vodi spet do nakupa in to je v bistvu vse, celotna formula tvoje prodajne strani. In zdaj seveda, ko imaš na novo napisano, osveženo tole stran, je pa čas, da seveda povečaš tudi obiskanost te spletne strani, ker če nimamo potem obiskovalcev na tej spletni strani, seveda ne more priti do konverzije. In to je naslednji pomemben korak, ki ga je zelo dobro narediti. In jaz definitivno zmeraj priporočam, da ne stavimo vse samo na to, da smo odvisni od objavljanja na družabnih omrežjih in če nič ne objaviš, tudi ni obiskovalcev, ampak da si zgradimo v bistvu sisteme, ki nam delujejo, prinašajo obiskovalce, tudi če mi ne delamo nekaj blazno veliko. In če je tvoje vprašanje kako, sem ti pripravila res en taki sklop vsega, kar potrebuješ, da tvoja spletna stran redno pridobiva obiskovalce. To je v bistvu program za 27 €, tako da spodaj bom pustila link in lahko preko tega si res zgradiš svoje sisteme, ki bodo gradili obiskanost spletne strani. Tako da, če te zanima, link bom pustila spodaj. V vsakem primeru pa ti želim, da je tvoja spletna stran zelo, zelo učinkovita in da ti prinaša tisto, kar si najbolj želiš. Uživaj in lepo. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.